Jaka, ti veš, kaj je bonton? Ne, Jaka, ne bonbon. Kaj je bonton? Pozdravljeni, dragi prijatelji. No, danes ne bomo govorili o bonbonih, nič se ne bomo sladkali. Bomo se pa naučili, kako se primerno sladkati v družbi. Torej, kaj je to bonton? Veste, otroci, kaj je bonton? To je beseda, ki izhaja iz francoske besede. Lepi ton, lepo vedenje, primerno obnašanje. Prav gotovo ste že o tem veliko govorili s svojimi starši ali v vrtcu. No, kaj več o tem pa nam bodo danes povedali v edinem otroškem muzeju v Sloveniji. Tukaj smo v otroškem muzeju Hermanov brlog in jaz predlagam, Jaka, da greva pogledat, kaj vse bi bilo dobro, da midva veva, kako se obnašati, kadar prideva v družbo, kako jesti primerno. Vse to bova zvedela, če greva skozi tistele vrata. Kaj praviš? Mogoče pa imajo vseeno kakšen bonbon zate. No prav, pa peva. Jaka, greva zdaj poiskat tisti ta pravi vhod. Ja? Tukaj je lepo, poglej. Dober dan. A je mogoče tukaj ena zelo prijazna gospa Jožica? Sva slišala, da nama bo vse povedala o temle otroškem muzeju, ki sva ga midva danes prišla obiskat. Je? Kje pa je gospa Jožica? Kuku! Ja? Kam pa kam? Pozdravljena Jožica. Zdravo. Evo, pa sva prišla z Jako pokukat tale vaš čudovit muzej. Odlično, dobrodošla pri nas. Na pravi naslov sta prišla, da boste danes kaj zanimivega in luštnega izvedela. In poučnega, a ne? Tudi. Najprej mi povejte, tale stavba je kar precej velika. A je še kaj drugega tukaj noter, kar lahko tudi mogoče starši pogledajo? Ja, v Muzeju novejše zgodovine Celje se skriva kar veliko različnih razstav. Spodaj v pritličju se menjujejo občasne razstave, zdaj ravno pripravljamo novo. Zgoraj v prvem nadstropju in drugem stalna razstava Živeti v Celju, pa v prvem nadstropju otroški muzej Hermanov brlog, tega se najbolj veselimo danes, ne? Potem imamo pa še dve dislocirani enoti, Stari Pisker in fotografski atelje Josipa Pelikana, tja se bosta pa lahko šla vidva enkrat fotografirati. To pa rada počneva, a ne? Fotospominčke pa rada delava. Krasno. Super. Kaj pa imate tukaj? Neka sprejemnica je to, ko otroci pridejo tukaj, kupijo kakšne vstopnice ali kako to gre? Ja, to pa je naša informacijska pisarna. Tule se najprej oglasijo vsi obiskovalci našega muzeja in od kolegice Petre dobijo prve informacije o našem muzeju. Z njo se dogovorijo tudi za kakšne najavljene oglede, šol ali vrtcev. Se je treba prej najaviti. Ja, to je dobro. Je gneča, je veliko otrok? Veliko Torej prihaja. otroci, ko boste prišli, starše poprosite, da vas najavijo, da dobite termin, da boste imeli dovolj prostora potem vse raziskati, pa prav časa, ne? Tako. Sicer individualni, no, ni nujno ravno, da se najavijo, kakšne skupine pa seveda, ja, da imamo rezerviran prostor in čas samo za njih in se lahko samo njim posvetimo. Potem otroci tudi kdaj in odrasli seveda kupijo tule kakšen spominek v muzejski trgovinici, kar en lep del se navezuje na Hermana Lisjaka, na otroški muzej. Tako, ravno kar gledava, ne, tale prijatelj, poglej, Jaka, Herman, to je lisjak. Ti imaš rad prijatelje lisjake pa lisičke, a ne? Saj ste na ti, a ne da ste? Potem so pa tudi še kakšni drugi spominki in prodajni artikli, ki se navezujejo na naše razstave in pač tudi na čas, ki ga muzej raziskuje. Dejva zdaj povedati staršem, ki bodo otroke pripeljali, koliko časa bo sedaj Hermanov brlog, ta razstava? Koliko časa bo trajala? Ja,
to novo ki govori o razstavo. bontonu, a ne? Tako, to novo razstavo Hermanov bonton smo odprli 16. marca. Na ogled bo do konca tega leta in še celo prihodnje leto, tako da do decembra 2022. Odlično. No, to pa je res dovolj časa, da si vsak, ki si želi kaj več izvedeti o bontonu, pride in pogleda. Ja, zdaj bi pa jaz kar šla pogledat, kako izgleda ena taka zanimiva razstava. Ker mi, ko slišimo besedo razstava, največkrat pomislimo na slike, ki visijo na steni. Ne? To je pa nekaj čisto drugega. To je pa nekaj drugega. Nekaj za doživeti, a ne? Še ne bom čisto vsega izdala, bomo videli na razstavi in doživeli in kaj potipali, poskusili, tako da bo po moje kar zanimivo tudi Jaki. Se že veselim. Gremo? Gremo. No, pa pojdimo v prvo nadstropje raziskovati. Prav. A vidiš, Jaka, tule so pa tačke Hermana Lisjaka in tale sled nas bo pripeljala do otroškega muzeja. Odlično. Slediva, tačka. Sledimo. Izvolita. Poglej, Jaka. Pa kakšne zanimive barve, koliko stvari. Kje bomo začeli? Lušno, ne? Ja. Zdaj, dobrodošla na naši 24. občasni razstavi, ki ima naslov Hermanov bonton. In že sam naslov pove, o čem govorimo tukaj na tej razstavi, se pravi o nekih pravilih lepega vedenja, vsaj tistega najnujnejšega, no, ki ga mora poznati vsak od nas in je dobro, da ta pravila potem nekako tudi živimo in tako bo svet lepši. Zdaj, vsako naše srečanje se začne s pozdravom. Drži? Drži. In zato, ker se nam zdi, da je to res en tak prvi stik s človekom, je pozdrav res zelo, zelo pomemben. Zato tudi tej temi namenjamo kar ves tale prvi prostor. Pa mogoče, a vemo mi, da so različni pozdravi lahko pri nas tudi, da se različno pozdravljamo? Odvisno verjetno, s katero osebo se pozdravljaš. Drži. Če je to mami, boš bolj po domače nekako pozdravi, če je to neka uradna oseba, ki je še ne poznaš, verjetno daš zraven roko, se predstaviš, dober dan, jaz sem Mojca, to je Jaka. Če srečamo kakšnega prijatelja, kako se potem pozdravimo, Jaka? Živjo! Ne vem, boste vi povedali, kaj vse je lahko? Vse tole drži, res je. Tole si lahko pogledamo, da poznamo uradne pozdrave in take neuradne. Ne? In kot rečeno, če recimo stopiš na nek urad ali stopiš v šolo, pozdraviš učitelja ali prideš v trgovino, rečeš dober dan. Ko pa srečaš, Jaka, ti recimo prijatelja Laura ali pa ne vem koga, ne? Ga pa lahko pozdravi živijo, hej, čau ali kako drugače. Ne? Teh pozdravov je zelo, zelo veliko, vsaka druščina ima skoraj svoj pozdrav. Ne? In včasih tudi kdo svojega izumi, a ne? Tudi, drži. Jaka ima prav gotovo kakšen svoj pozdrav, živalski med živalmi, a ne? Gotovo, da. Zdaj, glede pozdrava še to mogoče, no, da pozdrav je sestavljen iz dveh delov, iz pozdrava in od zdrava. Zdaj, pozdrav je nekako prikaz neke kulture človeka, od zdrav je pa dolžnost. Se pravi, če te nekdo pozdravi, ga mu moraš obvezno odstraviti. Ne, da si kar tiho, ne? Ne. Prijazno odzdraviš in potem mogoče tudi lažje navežeš kakšen stik ali kaj poklepetaš ali enostavno samo pozdraviš pa nadaljuješ pot. Kakšnega ste pa vi mnenja, ko gremo na sprehod, pa srečujemo ljudi, pa jih ne poznamo, torej mimoidoči. Jaz sem navajena, da če je neka razdalja in če me gleda v oči, jaz ga pozdravim, tudi če ga ne poznam. Dober dan in grem dalje. Zdi se mi pa, da nekateri ljudje so tako zaprti vase, pa kar grejo mimo, včasih te celo gledajo, pa nič ne pozdravijo. Kaj bi vi rekli?
da bi bilo po bontonu smiselno, da pozdraviš ali ni nujno? Kako naj učimo otroke? Ja, zdaj odvisno tudi mogoče, kje si. Običajno je zdaj tako, da če smo v mestu, srečujemo veliko ljudi. Tam verjetno vsakega ne pozdraviš. Če pa ravno z nekom, da vidite, da ste si nekako naklonjali, ali pa mogoče, da ste spomnite od nekog drugega, obvezno seveda pozdravimo. Na vasi velja pravilo, da se pozdravljamo vsi. Recimo tudi, če greš s kužkom na sprehod, pa nekoga enega drugega sprehajalca srečuješ dnevno, seveda pozdraviš. Ali pa v dvigalu, ne vem, ko se pelješ domov v bloku, pozdraviš vsakogar. Si vsak, ki je v tisti hiši, v tistem bloku, je v bistvu tvoj sosed, ki mu seveda pozdrav nameniš. Potem, kaj pa recimo, če greva mi trije, da gremo skupaj po mestu, pa jaz nekoga poznam, pozdravim, vidva ga pa ne poznata. Pa ga vseeno pozdraviva. Drži, bravo! Obvladamo tole pozdravljanje. Ja, pozdrav je celo tako pomemben, da ima svoj praznik. Res? Res, 21. november se praznuje ta praznik pozdravljanja že od leta 1973. Kdo ga pa je ustanovil oziroma kdo je bil pobudnik, da se postavi kot praznik? Mogoče kateri narod? Ali imamo posebej v Sloveniji praznik za to? V bistvu je to kar mednarodni, svetovni. Ja, to sta bila brata McCormick, mislim, da sta se pisala, ki se je zdelo, da je res pozdrav ena taka velika reč, da potrebuje praznik. Zdaj dobro je, da imamo ta praznik kar vsak dan, ne? Točno tako. Kakor še kakšen drugi, ne? Ja. Zdaj pomembno je tudi, kako pozdravimo, ne? Prej si omenila, da kdo kar gleda takole pred se, pa to ni ravno najbolje, ne? Ko srečaš nekoga, ga pozdraviš, da že z govorico telesa on ve, da ga pozdravljaš od srca, da si ga vesel, da je dobrodošel. Z nasmeškom pozdraviš, pogledaš v oči, pa pozdraviš seveda dovolj glasno in razločno, da se ve. Tako, da ne zamomljaš nekaj v brata. Brunda. Ja, zdaj, ko smo recimo pri nas doma, nam je jasno, kako pozdravljamo, ne? Dober dan, dobro jutro, dober večer. Če pa gremo kam v tujino, kam po svetu, pa vemo, da ima v bistvu vsaka kultura nek svoj pozdrav. Zdaj, jezika naroda, kamor se odpravljaš, mogoče ne moreš se naučiti ravno v enem mesecu ali pač v enem krajšem času. Ampak pozdrav pa. Tako, pozdrav. Ker ga boš večkrat uporabljal, če greš tja na nek oddih, recimo, se pa pripraviš na to. In tako lepo je, ko te potem vidijo, da si se nekaj njihovega naučil in ti odzdravijo nazaj. Tudi neko spoštovanje pokažeš ljudem, ne, in oni ti to dobrodošlico seveda vrnejo z nasmehom. Zdaj, mi smo pripravili tule en film. V glavnih vlogah so bili otroci, naši stalni obiskovalci otroškega muzeja, in z njimi smo posneli kar nekaj takih posebnih pozdravov, ki veljajo po svetu. Tile filmčki so tudi podnaslovljeni. Se pravi, podnapise imamo tako v slovenščini kot v angleščini. Če pride k nam skupina, damo tole malo bolj na glas. Kdo se tako pozdravlja s čelom? Eskimi. Res? Ja, na severu, kjer je mrzlo, ne? In je to. Imajo rokavice gor, ne, pa ni prijetno, če bi se takole, potem pa, da je ta dotik pa s čelom. Drži. Tole imamo kar nekaj takih luštnih pozdravov. To so pa naši, ne? To so pa naši za frajerčke, a ne? Za prijatelje. Ker tako se tudi mi včasih, a ne? Malo pohecamo. Tako, in tole vidimo potem res kar nekaj, mislim, 11 različnih pozdravov, takih posebnih, kjer pozdrava, torej besede, spremljajo tudi še kakšni drugi gibi posebni ali pa pokloni ali podobne stvari. Joj, res, starši, otroci, pridite sem. Res boste izvedeli toliko zanimivih stvari. Jaz že kar ne morem čakati, da grem v naslednji prostor. A smo že zaključili tukaj? Ne še. No, rekli smo, da po svetu so različni pozdravi. In tule pred nami je ena takale interaktivna tabla,
kjer spoznamo torej različne pozdrave po svetu. Tule vidite različne otroke, različnih ras. Na strani, tamle imata vidva 4 tipke in tule so 4. Ob tipki piše ime države in njihov pozdrav. Bon dia. Bon dia. Poglejmo še indonezijski pozdrav. Selamat siang. Tega pa sploh nisem razumela. Še enkrat. Selamat siang. Čisto prehitro. Zanimivo. Avstralija. Kaj, še enkrat? Potem, tale prva naloga, torej spoznaš tele glasove, pozdrave po svetu, 8, ne samo, sicer vemo, da je pozdravov ogromno. Druga naloga je, da izbereš državo, izrezano, na njej piše ime države in njen pozdrav. In potem moraš na zemljevidu sveta poiskati, kje je Argentina. A poskusimo tole tako. Južna Amerika. Tako piše gor, ne? In potem postavimo tole na pravo mesto in spoznamo še njihov pozdrav. Teh magnetkov je že kar nekaj še gor, nalepljenih. Odlično. In nekako se tukaj tudi učijo, kje je kakšna država, ne? Tako. Vse v enem, res zanimivo in poučno. Države, celine spoznamo, ne? Potem imamo tudi kakšne živali, posebnosti, tule imamo promet, kompas, da se lažje orientiramo. Odlično. A veste, kje živi Božiček? Božiček živi vse povsod. Ne bi mogel priti tako hitro k nam, če bi sam živel samo na enem prostoru. Tako je rekel meni Jaka lansko leto. Da se mu zdi, da je tako. Da je tako. On živi kar vse povsod. Pa seveda si drugače. Kaj pa vi mislite, kje živi? Drugače najbrž ne bi šlo. Jaz mislim, da ima stalni naslov na Finskem. Ne, naslov, vse to se meni tu zdi, da nek naslov mora imeti, pa tiste palčke, da nekjemu morajo pomagati, pa Božičkova žena, ne? Sam drugače pa on kar naprej potuje. On skozi potuje. On po mojem vse pozdrave pozna. Po moje tudi. A ne, Jaka? Krasno. Prej smo omenjali, kako je pravilno, da se pozdravimo. Torej, pogledamo v oči, glasno pozdravimo, razločno. Mogoče malo prikimamo z glavo. In ko to zvemo, kako je pravilno, da se pozdravljamo, lahko to tudi tamle preizkusimo. Torej, zdaj bova pozdravila Jaka zelo lepo, spoštljivo, razločno in glasno. Dober dan. Ja, res je zanimivo, ne? Sam sebe gledati, kakšen si, ko pozdraviš. Zelo dobra vaja. Včasih se nam zdi, da pozdravimo odlično. Ja. Pa mogoče ni tako potem, ko se vidiš v ogledalo, ne? Vidiš, da še moraš kje potrenirati. Ja, ker tisto, kar nam na drugih ni všeč, pravijo, da najprej moraš pri sebi popraviti. Ja. Mogoče, če zdaj nadaljujemo pri pozdravljanju in nagovarjanju, tule imamo eno temo, vikanje in tikanje. Zdaj danes vikanje skoraj da že malo izginja iz našega vsakdana. Skoraj vse že tikamo, ne? Babice, detke, mamice, očke, vzgojiteljice v vrtcu, učiteljice. Ampak moramo pa vseeno vedeti, da nekatere ljudi je pa potrebno vikati. Koga vidva recimo vikata? Ja, midva predvsem vikava vse, ki jih mogoče srečamo prvič, recimo v trgovini, prodajalke, zdravnico. Seveda zdravnico, recimo v knjižničarko, seveda samo ožje člane v bistvu tikava. Odlično. Tudi mogoče prijatelje od naših staršev vikava, če jih ne poznava. Drži. Tako da, kar precej vikava, ja? Ja, zelo pridna, lepo, da se to ne pozablja. Sicer pa je nekako tako v človeškem življenju prehod iz ti na vi, recimo nekako v srednji šoli, začnejo
profesorji vikati svoje dijake, razen če se seveda ne dogovorijo drugače. Tako, dogovor je tudi vedno. In potem nekako od tu dalje se človeka vika. Ni več otrok, ki bi nam bilo samoumevno, da ga tikamo. Tako. Sicer pa lahko tudi, naprimer, midve, tako kot sva se dogovorili, se tikava. Sicer je pa to tudi neko tako pravilo, da mogoče ženska ponudi moškemu, da se začneta tikati, ali pa starejši mlajšemu, ali ne vem, direktor svojemu zaposlenemu. Je pa potem pri tem prehodu iz vi na ti, potem začuvati, da ne zgubimo pa tistega spoštovanja, ki smo ga imeli mogoče prej. Včasih se to res hitro zgodi. Pa še to, obe strani, oba človeka se morata strinjati s tem. Tako. Drži. In ker je ta reč kar precej težavna lahko, smo tule pripravili eno igro, koga tikaš, koga vikaš. In tule imamo potem eno tako navodilo, ki nam ga Herman Lisjak pove, se pravi tudi otroci, ki ne berejo, lahko tole igro igrajo, prisluhnejo navodilom in potem izberejo osebe. Tule imamo recimo navodilo, koga tikaš. Recimo tule vidimo eno starejšo gospo Angelco, sosedo, pa da vidimo, če jo lahko tikamo. Ne bo šlo skozi. Jaka, brat. Še en Jaka, a vidiš? Jaka, brata, pa lahko tikam, Kaj pa gospoda ravnatelja Matjaža? Jaka, bi ga ti tikal? Ne vikal bi ga, seveda. Pa Manja sošolka, pa jo lahko tikam. Odlično, Herman je navdušen. Je rekel Herman, Potem imamo recimo še učitelja Sašo, Pepco, babico, prodajalko Mileno, pa Izo, sestro. Različne osebe, ki jih srečujemo v življenju, pa da vemo malo, kako koga nagovoriti. Tukaj ima naš Herman Lisjak predstavitev svojega življenja v otroškem muzeju. Namreč otroški muzej je edini slovenski otroški muzej, to že vemo, deluje že 26 let. Toliko? Tule nam Herman zdaj v obliki holograma pripoveduje o tem, kako je on prišel v naš muzej in kaj počne tukaj. Imamo pa tudi slovensko in angleško različico, zdaj smo ravno na angleški. V glavnem zgodba o Hermanu, kaj počne v muzeju, pripravlja razstave, pomaga zbirati različne predmete za muzejske zbirke, se rad tudi poigra z obiskovalci, jih obišče na praznovanju rojstnega dne ali na gledališki predstavi. Krasno. Včasih pride na obisk tudi Jako, Ste slišali, otroci, malo izziva? Če že veliko veste o bontonu v slovenskem jeziku, se pa morda preizkusite v znanju iz angleščine. Poslušate vse v angleščini in tudi nekaj besed sem zasledila v angleškem jeziku, tako da tudi to je neke vrste izziv, ko pridete v tale otroški muzej. Drži, tako? No, to vemo, da ob različnih urah dneva različno pozdravimo, Zelo smešno bi bilo, da bi prišli zjutraj v šolo pa rekli dober večer. Seveda. Bilo bi zabavno, To pa tako pač ne gre. Tako. Tule imamo te uradne pozdrave, ki smo jih že tudi omenili, se pravi dobro jutro, dober dan, dober večer. Kako odzdravimo, se poslovimo in potem ob kateri uri v dnevu uporabimo ta pozdrav. Zdaj za nalogo imamo pa potem, da tele kazalčke malo nastavimo. Pa še uro se bodo naši najmlajši otroci naučili uporabljati. Poglejte. Recimo od 1 ure po noči do 8 ure zjutraj. Se pravi, tu naravnamo kazalce, tak analogni zapis časa, tukaj le pa digitalni, Odlično. Se pravi, do nič. Pa moramo pa tule spodaj še osmico poiskati. Evo, do 8, Pa potem še tele. Krasno. In še predstavitev, kakšne so bile ure včasih in kakšne so lahko danes, vse vrste. Razen peščene nimamo tu, Otroci, veste, kakšna je peščena ura? Tista, ki ima noter pesek in obračamo. Včasih jo imamo v kakšnih družabnih igrah. Zdaj veste.
Tako, kar smo že omenili, ne, na tej razstavi ne predstavljamo samo pravil, ki jih poznamo in uporabljamo danes, ampak tudi nekaj smo pokali, kako je bilo v preteklosti. Zdaj, v preteklosti je tak obvezen dodatek, predvsem na moških, pa tudi ženskih glavah, bil klobuk. In okoli tega, kako pozdravimo, če imamo na glavi klobuk, je kar cela znanost. Nekaj takih posebnih pravil smo tule zapisali, zabeležili. Zdaj, kar je najpomembnejše pri tem, ko se srečamo z nekom in imamo na glavi klobuk, predvsem velja to za moške, da ko greš takole drug mimo drugemu, ga seveda snameš klobuk, ampak to vedno stran od obraza tistega, ki ga pozdravljaš. Če imaš v roki, ne vem, nek dežnik, boš pa dežnik prestavil toliko, da se odkriješ obraz proti tistemu, ki ga pozdraviš. Zanimivo. Zanimivo pravilo, ne? Tega res ne srečujemo vedno manj. Mogoče kakšen starejši gospod še, se mi zdi, da dame pa vedno manj uporabljajo pokrivala, ne? Pa bi bilo lepo. Mogoče bi kakšno poletje morali prikazati te starodavne obleke in te prikaze tudi takole v mestu, mogoče, da bi si otroci prav zaigrali lahko ta del, ne? Pa potrenirali, ne? Potrenirali, ja. To je pa čarobni klobuk oziroma klobuk od enega čarovnika. Čisto takšen je cilinder, da ne bo kakšen zajček zdaj ven pokukal. Mislim, da ne. Tako, potem po enem določenem času se pa tale klobuček ustavi in tudi svetloba ugasne. Tako da lahko to vitrino zapremo. Potem pa še, si že opazila, ne? Ja. No, naš muzej je dostopen tako gibalno oviranim osebam, kot tudi slepim in slabovidnim. Za slepe smo v sodelovanju s Združenjem prijateljev slepih Slovenije pripravili takele kataloge v brajici. Sebastian Kamenik je vse tekste pregledal, preveril, že ko smo jih pripravljali, da so bili primerni za to populacijo, Mojca Breznikar jih je pa natipkala. In ker so 4 prostori te razstave, za vsak prostor... Je v vsakem prostoru. Tako, je en katalog. Lepo, da ste pomislili tudi na malo drugačne. In to je tudi del bontona. Tudi. Pa še ena tema, čisto na hitro in kratko, o rokovanju. Prej sva že omenili, kako je pri pozdravih, da včasih se pa tudi rokujemo, predvsem odrasli, včasih pa tudi otroci. Če pridejo k nekomu na rojstni dan, recimo, pa mu prinesejo darilo, mu dajo roko, čestitajo in mu predajo potem darilo, seveda z lepimi željami. Zdaj, tudi pri rokovanju je kar nekaj pravil. V bistvu gre pa za to, da ko ponudiš roko, pomeni to po nekem zgodovinskem pričevanju, da poveš, da imaš čiste roke, da v rokah ni orožja in da prihajaš s prijateljskimi nameni. Tako. In ponudiš desno roko. Ponudiš desnico. A je v vseh kulturah tako? Ja, mislim, da v glavnem, da kar desnica velja. Desnica v desnico. Drži. Zdaj, pomembno tudi, koliko časa se rokuješ, pa da ne stresaš roke, kot bi drva žagal, ampak da nežno stisneš. Nežno, ampak vseeno čvrsto. Vseeno malo čvrsto, da se ve, da ti z res pristno, z res dobrodošlico pozdraviš, a ne? Res. Če pa tako malo sramežljivo, to pa nekaj dosti pove o človeku, a ne? Res je. Če stisneš roko, misliš resno in drži obljubo. Tako, tako. Dobro. Potem lahko nadaljujemo v drugi prostor, če ste za to. Bomo nadaljevali, kar za vami. Pojdimo. Ja, tako, zdaj pa dobrodošla v drugem prostoru naše občasne razstave v Hermanovem bontonu. Zdaj, kaj pa predstavljamo tule v tem barvitem prostoru? Mogoče malo naštejem, potem pa lahko tudi kaj preizkusimo, če sta za to. Prav. Dobro. Začnemo tule, kako se obnašamo v javnosti. Zelo pomembno je, da se pravil bontona držimo, ne glede na to, kje smo, ali smo sami, takrat smo še sploh posebni frajerji, če se ravnamo po pravilih.
Potem, če smo pa v družbi, pa seveda ne smemo pozabiti na marsikatero pravilo, ki je dobro, da se ga držimo, zato da se sami dobro počutimo, dobro pa seveda tudi vsi ljudje in medvedi okoli nas. Tako je. In kaj je recimo to? Kaj? Kako v prometu? Kako se moramo, Jaka, obnašati v prometu? Jaka že veliko ve, najverjetneje, ne? Ja, kar precej, ampak vseeno bomo pa pogledali, kaj piše tukaj. Poglejte, Jaka že spet zamuja. Jaka, tvoje ime je prav pogosto. Ja, zelo dobro je, da kadar se dogovorimo za kakšno srečanje ali pa da gremo na neko tekmo ali v šolo, glasbeno šolo, da se držimo ure, pa da smo točni. Da nas ljudje ne čakajo, pa potem vstajajo zaradi nas, ki smo zamudniki in ne poznamo na uro, ne? Ja, to je res lepo. Lepo je, če se držimo ure in ne zamujamo. Tako. Kaj še vidimo tukaj? Potem recimo tule, kadar gre Jaka na avtobus, je zelo dobro, da počaka v vrsti. Se pravi, če že potniki na postaji čakajo, da bodo vstopili v avtobus, se Jaka postavi kot zadnji, tako, ker je zadnji prišel. Tako, vstopi v avtobus. Torej, brez prerivanja, tudi če se zelo mudi. Avtobus odpelje istočasno kot z vsemi ostalimi potniki. Res. Potem dobro je, ampak to verjamemo, da Jaka pa že obvlada, da gre pravočasno v posteljo zvečer, da zjutraj lažje vstane in ob dobri uri. Ja, no to pa bi se dalo razpravljati, a ne, Jaka? In ga je treba precej opominjati, da je treba prav čas v posteljo, on bi še kar met lizal, a ne? Minutke pa kar tečejo. Ja, in ko zehamo, damo roko pred usta, seveda. Potem, če koga vidimo na nasprotni strani ulice, kakšnega prijatelja, ne vpijemo čez celo ulico. Ne zakričimo. Ampak, ne vem, pomahamo ali pa stopimo bližje, pa se tako pozdravimo, ne pa da nas celo mesto sliši. Potem v nadaljevanju tukaj le kaj je še dobro, da počnemo in česa ne. Recimo, da se ne norčujemo iz ljudi, ki so drugačni od nas. Tako je. Tega je pa zdaj res ogromno. Tako da otroci, bodite spoštljivi med seboj. Vsi smo drugačni, ampak vsi smo pa eno. Vsi smo ljudje in se moramo spoštovati. Odlično. Taki ali drugačni? Drži. In ker vemo, da nas smeh čisto nič ne stane, je dobro in zelo prijazno, da ga čim večkrat nekomu podarimo. Čim večkrat in svet bo kar bolj prijazen. To pa drži. Ja, potem vidimo tule tega fantiča. Tema je si spoštljiv do starejših in tule na tej ilustraciji vidimo enega fantiča, ki je pridržal vrata enemu starejšemu gospodu. Se pravi, fant je videl, da se še nekdo bliža vratom, pa jih je pridržal in najverjetneje, da je rekel, izvolite, gospod. Ja, in ko smo bili prej na avtobusu, kaj se tudi spodobi, če vidimo kakšno starejšo gospo ali gospoda, da stojimo, lahko odstopimo svoj prostor, ker smo mi še mladi, nas noge še dobro držijo, ne, Jaka? Midva za to vedno poskrbiva. Nikoli ne veš, kakšno bitko bije kdo in kaj potrebuje, ne? Tako da mu odstopimo stol, pridržimo vrata, mogoče kakšni babici v trgovini pridržimo polne vrečke, tudi to je lep bonton, to se spodobi in to naj bi bilo v naši naravi, se mi zdi, pomagati ljudem. Drži. In ravno zato, kar si prejle omenila, odstopiti sedež nekomu na javnem prevozu, smo tudi pripravili tule eno igro na tablici, kdo ima prednost. Se pravi, tu otroci izbirajo med ljudmi, kdo ima prednost na sedežu in ko pravilno določijo osebo, se potem ob koncu na avtobus odpelje. Zdaj, kdo pa ima prednost, ti si omenila že starejši ljudje. Pa recimo poškodovani ljudje, hendikepirani. Tako, invalidni, slepi, mogoče na kakšnem vozičku, nosečnice, potem mamice ali očki v naročju z majhnimi otroki. Odlično, tale igra mora biti prav zanimiva, tako da otroci, kot sem prej povedala, to ni navadna razstava, tukaj res lahko vse tudi preizkusite in preizkusite tudi svoje znanje o tem, koliko veste o bontonu in ne samo o bombonih.
Odlično. Greva naprej? Kaj pa je tukaj nekaj slastnega na krožniku? Mi je kar zakrulilo, Jaka, tebi tudi se mi zdi. Kaj nisi dovolj meda pojedel, no, vse zgodaj? Same dobrote. Dober tale del, ja, pa namenjamo bontonu pri jedi. Povezujemo torej s pravili, ki veljajo kot neka dobra in nujna, če sedemo za mizo, k hrani, kako se moramo vesti. Zdaj, tule smo tako malo za hec pripravljen fotokotiček, kjer lahko tule res edinstvena možnost, da stopiš v krožnik s hrano. Čeprav vemo, da hrano moramo spoštovati, obvezno, ampak tule pa lahko stopiš v krožnik. Tole sliko nam je izdelal celjski slikar Tomaž Milač in tule vidite, da imamo na ogled in okus mogoče, tako slovensko tradicionalno hrano. Ja, je to zelje? Klovice, zelje, krompir in pečenica. Krompir, ja. Potem pa lahko primeš takole za vilico in ko te nekdo fotografira, izgleda, kot da res stojiš v enem velikem krožniku. A bova poskusila, Jaka? Mogoče se malo pokazati gledalcem, a ne? Tako da jaz moram zdaj na drugo stran. Jaka, ti zagrabi zgornji del vilice. Hop! Jaz bom pa spodnjega. Tako, njama! In sva zelo, zelo želačna. Večerja bo kmalu, a ne? Okej. Lušno, to bo krasen spominek, a ne? No, tule potem si lahko pogledamo, kakšna so res neka taka osnovna pravila pri uživanju hrane. Se pravi, da ko sedeš na stol, da se ne tiščiš s trebuščkom preveč v mizo, pa tudi, da nisi preveč oddaljen. Potem, da ne cmekaš hrane, da si ne nadevaš preveč hrane, če mogoče vnaprej veš, da je ne boš mogel toliko pojesti. Da z nogami ne brcaš pod mizo, da nimaš komolcev na mizi. Če recimo na drugi strani... Lahko midva to malo poskusiva? Seveda, izvolite. Dava Jako na en stol, pa jaz na drugega, zdaj pa vi kar govorite, midva se bomo pa ravnala, tako kot vi govorite, da bodo otroci res vedeli, kako to izgleda, ne samo besedno. Torej, to ni dovoljeno. Mogoče tukaj še, ampak tako naslanjanje, recimo, to pa ne. Okej, čakajte. No, ker to se pogosto krat dogaja, ko nam je malo dolg čas, ko hrane še ni na mizi, pol pa vsi malo takole Jaka. Tako se razpomotimo, ne? Pa takole mencamo v vrtcu, a ne? Ko čakamo. Dobro, to ne, torej roke lepo na stegna mogoče. Na roče ali pa mogoče takole, ne? Tako drži. Zdaj, tamle sta verjetno tudi opazila tistele velik plakat, kjer piše pogrinjek. Ja. Zdaj, v vrtcu in v šoli običajno nimamo nekih hudo obilnih teh pogrinkov z veliko jedilnega pribora, veliko krožniki s hledami in podobnega. Če pa gremo, ne vem, nekam v restauracijo ali na kako posebno kosilo ali večerjo, bolj slavnostno mogoče, takrat je pa pred nami lahko tudi tak pogrinjek, ko ga vidite tamle, ne? Zdaj pa kaj narediti so to opremo, vsem tem priborom, kje se lotiti, kaj uporabiti? Stvar ni tako huda, ne? Zato smo mi tule naredili kar po sredini eno črto, in tale je leva, tale je desna stran. In kar je na levi strani, uporabljamo z levo roko, gremo pa od zunanje strani proti krožniku. Tule imamo pa desno roko, pa začnemo jemati, recimo najprej žlico, potem nož in podobno. In kar precej dela ima tudi tisti, ki postavlja ta pribor. Ja, kar veliko. Ne kuharji, ampak se pravi ljudje v strežbi, a ne? Drži. Mi pa moramo znati potem to uporabljati. Recimo zelo pomembno tudi, kako odložiti jedilni pribor, če boš še nadaljeval s hranjanjem ali če si zaključil. In tule imamo tale primerka. Zdaj tule, kjer vidva sedita, bosta pa tudi danes dobila eno nalogo. Tule piše pripravi mizo za goste. In jaz vama bom kar podala, tule vsak dobi krožnik. Jaka. Ja, vidva bosta pa postavila še tele prtičke, žlice, vilice.
Ja, zdaj pravijo, da je zelo pomembno, recimo, da je nekje od roba. 3 do 5 cm od roba mize, ne? Zdaj, če vama ne bo šlo, bravo. Si lahko pomagate. Ja, si lahko pomagate tam tudi s tisto sliko, kam kaj postaviti. Takole. Aha, prtiček zdaj po novem je gor. Včasih so rekli, da ga Lahko je lahko tudi tako. ob strani. Lahko? Ja, ja. No, dobro, jaz bom upoštevala tako, kot imate vi narisano. Takole prtiček gor, potem pa gremo po vrsti. Bom pa najprej sebi uredila. Dobro. Torej, na levi strani bodo vilice, vidim, da imam dve, a ti dve sta enaki, sicer se pa tudi razlikujejo, ne, za sladico recimo manjše vilice, za glavno jed večje vilice. A je to tudi pomembno, verjetno v tej ravnini, kot je krožnik, recimo. Ja. Potem imamo nožek, pa če se jaz ne motim, je to tudi lepo pogledati, da rezilo gleda na notranjo stran, da ko ga vzameš slučajno, pa malo se zmotiš, pa primeš zgoraj, da se ne bi kaj popiknil, urezal. Pa žličke, ker je prva na vrsti ponovadi takoj za kako hladno predjedjo juhica. Tako. Pa še kakšen kozarec lahko dodaš. Zdaj ena, a bi tale mogoče bila za sladico? Takole? Tudi, če bi bila malo manjša, ne? Tamle vidimo vilice, manjše in žlica. Če se dobro spomnim, je kozarček nekje tam, kjer je nož. Bravo, odlično. To je pa nekaj takega, ne? A bo? Odlično, Jaka? super. A si videl, a bi ti to poskusil? Kaj? A ja, sej res. Pravi, da bo kar meni prepustil delo, ker je malo okoren s temi svojimi šapicami. Ja, vsega pa res ne zmore, ne? Je pa le žival, a ne? Mi pa pomaga pri drugih stvarih, a ne, Jaka? Ja, malo takole pa že lahko, a ne? Evo, tak. Dragi otroci, tukaj v tem muzeju je toliko enih stvari in je precej časa že minilo in se mi zdi, da bi bilo dobro, da midva z Jako še enkrat prideva sem in posnaveva še drugi del muzeja, kajti zdaj nama je pa zmanjkalo časa, gospa Jožica, toliko stvari imate tukaj pri vas zanimivih, da so minute kar tekle, pa nič rekle. To pa ni po bontonu, ne? Moralo bi nekaj odtiktakati na glas, da bi midve precej hitreje govorile, ampak to pa spet ne bi bilo po bontonu, a ne? Treba je počasi in razločno govoriti. Drži. Tako da jaz mislim, da se bova midva še oglasila. Otroci, naslednja oddaja bo zopet v tem muzeju, kaj ti čakajo nas še drugi zanimivi prostori. V tem trenutku bi se pa zaenkrat zahvalila midva, precej sva se že zdaj naučila, se pa že veseliva naslednjega obiska, da nam razkažete še preostali del te čudovite razstave, na katero pojdite, dragi starši in otroci, ne bo vam žal. Krasno, me veseli, da vam je bilo všeč, pa seveda dobrodošla ponovno pri nas. Prideva. Zdaj pa otroci, 5, 4, 3, 2, 1, nič. Poljubček za lahko noč dobiš.